Ko bodo zbrali vse informacije, bo primer predala veliki poroti. Preiskava smrti 18-letnega Nolana Wellsa se po poročanju zdaj pospešuje. Ta primer bo morda šel pred veliko poroto. Prav tako na novo objavljeni podatki GPS in zvočni posnetki dispečerskih klicev odpirajo nova vprašanja o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih urah Nolanovega življenja. Vse bomo podrobno razčlenili in pogledali, kaj bi to lahko pomenilo v tem trenutku. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. V redu, zdaj moramo govoriti o veliki novi fazi, v katero vstopamo pri preiskavi smrti Nolana Wellsa. Če se spomnite, je 18-letni študent in igralec ameriškega nogometa izginil, ko je bil s prijatelji na čolnu med prazničnim vikendom ob 4. juliju. Odpravili so se na Horn Island, to je ob obali Mississippija v Mehiškem zalivu. Njegovo truplo so našli v bližini 2 dni potem, ko je izginil. Zdaj se je družina sestala z državnim tožilcem in zdaj poročajo, da bi lahko bila ta preiskava predana veliki poroti. Če to drži, smo korak bližje temu, da morda izvemo, kdo, če sploh kdo, je odgovoren za Nolanovo smrt ali je kdo storil kakšno kaznivo dejanje v povezavi s to preiskavo. In da bo jasno, ne pravim, da je temu tako, ampak ko slišiš poročila, da bi to lahko šlo pred veliko poroto, moraš o tem razmišljati, kaj ne? Ker ko pomisliš na veliko poroto in morebitna kazniva dejanja, to lahko pomeni celo vrsto stvari. A ne pozabimo, tukaj je še vedno veliko skrivnosti, ki jih je treba razrešiti. O ključnih delih časovnice se še vedno razpravlja. Nekateri najpomembnejši dokazi še niso bili v celoti analizirani. In prav tako, morda celo najpomembneje, še vedno ne poznamo uradnega vzroka smrti Nolana. Ne vemo, kdaj bodo objavljeni rezultati neodvisne obdukcije, ki jo je naročila družina. Prejšnji teden smo upali, da vam bomo lahko posredovali to novico 10. julija, ko je družinski odvetnik Ben Crump dejal, da je sprva pričakoval, da bodo imeli predhodne ugotovitve, vendar smo za zdaj glede tega še vedno v temi. Crump je povedal, da odpovedi letov povzročajo težave pri prevozu Nolanovega telesa v Washington na ta pregled. In hkrati tudi ni bilo objavljenih nobenih rezultatov obdukcije kot del uradne državne preiskave. Po zadnjih podatkih toksikološka poročila še vedno niso na voljo. Da bo jasno, mimogrede prejšnji teden je šerif okrožja Jackson John Ledbetter povedal, da ni razloga za sum kaznivega dejanja. Nimamo razloga verjeti, da se je to stališče ali prepričanje spremenilo. Toda kot vemo, se preiskave razvijajo, spreminjajo in ja, izvemo nekaj novih stvari. Ampak tukaj je še ena velika novost, o kateri moramo govoriti. Izvedeli smo od Bena Crumpa, družinskega odvetnika, da bo Nolanov telefon deležen tako imenovanega skupnega pregleda, kar pomeni, da bodo tako državni preiskovalci kot tudi družinski strokovnjaki analizirali telefon. To bi lahko tukaj popolnoma spremenilo situacijo. To odpira vprašanja o tem, kako bo to delovalo. Odpira tudi vprašanja o tem, kako se obravnavajo dokazi. Ali to na kakršenkoli način kontaminira dokaze? Kako poteka ta dvojna preiskava? Družina naj bi verjela, da so bili podatki iz tega telefona morda izbrisani. To odpira tudi zanimivo vprašanje, zakaj Nolan ni imel svojega telefona. O tem smo že govorili. Če greš v vodo, morda nimaš telefona s seboj. Morda ga pustiš na ladji. Po drugi strani pa, če je nameraval iti ven in se družiti s to punco, kot poročajo, zakaj potem ne bi vzel telefona s seboj? Torej, tu je nekaj zanimivih vprašanj. Poudariti moramo tudi, da je telefon trenutno v rokah neodvisnih preiskovalcev Crumpa. Tako kažejo poročila. Mimogrede, družina je Nolanov telefon našla s pomočjo aplikacije Life 360 in ga ima očitno od takrat naprej. In potem imamo še to. Tudi to je pomembno. To je velika novost. Pojavljajo se nove podrobnosti v časovnici v zvezi z Nolanovo smrtjo. Kaj mislim s tem? NBC News je pridobil zvočni posnetek, na katerem naj bi Nolanovi prijatelji klicali na pomoč, ko je bila ladja, v kateri je bil v težavah. Poslušajte to. Potapljamo se. Lahko prosim pridete. Je z vsemi na krovu vse v redu? Drugače? Ja, vsi veliko govorijo. Torej, glede na te informacije in poročanje medijev, kot sta NBC News in New York Post, se zdi, da je bilo na čolnu verjetno 7 ljudi. Čoln je imel težave okoli 16 ure. Po poročanju naj bi upravljalec čolna rekel: "Hej, smo na zahodnem koncu Horna in naša črpalka za izčrpavanje vode je prenehala delovati. Želim, da ta čoln ne potone in da ga odvlečemo nazaj." Ta čoln naj bi nato odvlekli 3 milje in nato povečal hitrost manj kot 1 uro kasneje. O tem bomo dejansko govorili še malo več. In glejte,
Prav tako vemo od šerifa okrožja Jackson, spet Johna Ledbetterja, da se Nolan ni vrnil s tistim čolnom. Ne vemo zagotovo, ali je bil Nolan na tistem čolnu med klicem ali pa je bil že takrat izven čolna. Ampak glejte, kolikor lahko ugotovimo, kar se zdi, da vemo, je, da je nekje med tistim klicem in 16:31, ko je čoln odšel, Nolan očitno ni bil več z njimi. Torej, kaj se je zgodilo v tem časovnem obdobju? Hej, samo na hitro, poletje je tu, poletje je čas sproščenosti, bolj umirjenih dni in želeli boste udobna oblačila. Zato vam moram predstaviti Queens. Poleti boste želeli zračna, enostavna oblačila, ki jih lahko hitro oblečete. In hlače in srajce znamke Queens iz 100% evropskega lanu so prav to. Začnejo se že pri 34. Njihove majice so mehke, udobne za nošenje. Njihovi lahki bombažni puloveri so popolni za tiste hladnejše poletne večere. In glejte, ker Queens sodeluje neposredno z etičnimi tovarnami in izločijo posrednike, plačujete za kakovost. Cena pa je 50 do 80% nižja kot pri drugih podobnih znamkah. Če iščete tiste bombažne majice za poletje, to je Queens. Pašejo k vsemu. In imam občutek, da boste te stvari nosili več kot samo enkrat, več kot karkoli drugega v vaši omari. Zato si poenostavite poletno garderobo. Pojdite na quince.com/lawcrime za brezplačno dostavo vašega naročila in 365-dnevno vračilo. Mimogrede, zdaj na voljo tudi v Kanadi. To je quince.com/lawcrimes za brezplačno dostavo in 365-dnevno vračilo. quince.com/lawcrime. Mimogrede, bilo je tudi to. Na voljo so tudi novo objavljeni podatki o sledenju GPS, ki prikazujejo gibanje čolna tisti dan. Torej se ti manjkajoči koščki časovnice počasi sestavljajo. Govorili bomo o tem, kaj naj bi kazali podatki GPS. Vse to skuša odgovoriti na vprašanja, ki jih ima družina, kaj ne? To je vse, kar šteje. Ali lahko odgovorite na vprašanja, ki jih ima družina? Zdaj se bomo lotili vsega tega. Pravzaprav želim začeti s tem, kar smo izvedeli na tej tiskovni konferenci o tej veliki poroti. Torej, Ben Crump je napovedal, da se je družina sestala z okrožno tožilko okrožja Jackson, Angel Myers McGrath. In verjetno največja ugotovitev z tega srečanja je prišla neposredno od Crumpa. Družini je povedala, da bo primer predala veliki poroti, ko bodo zbrali vse informacije in zaključili preiskavo. Dogovorili smo se tudi, da bomo skupaj pregledali mobilni telefon z našimi strokovnjaki in njihovimi strokovnjaki. Odvetnik Erik Hertz pomaga voditi preiskovalno ekipo skupaj z nekdanjimi strokovnjaki iz organov pregona, ki nam bodo pomagali pri prenosu podatkov iz mobilnega telefona. Tako bodo vsi lahko hkrati videli, kaj je na mobilnem telefonu. Pogovarjali smo se tudi o tem, da moramo biti natančni in poskrbeti za vse podrobnosti. Vem, da prejemamo približno 50 do 100 klicev na dan. Od ljudi, ki so bili na Horn Islandu in ljudi, ki poznajo posameznike, ki so bili tam na Horn Islandu. Zato ostajamo neomajni in poskušamo priti do resnice, zakaj je Nolan Wells mrtev. Zdaj moram nekaj pojasniti. Velika porota ne pomeni, da nekoga obtožujejo, vendar pa kaže, da lahko tožilec predstavi dokaze skupini, ki bo odločila, ali naj se vložijo obtožbe. In to postane tudi vprašanje, ali bi tožilec dejansko nadaljeval s tem. Poglejte, kot smo že prej razpravljali v tem primeru, se je na spletu širilo veliko dezinformacij. Veste, v naši zadnji epizodi smo obravnavali tisti viralni video, ki je krožil naokoli. Tisti, za katerega so sprva verjeli, da prikazuje Nolana v nekakšnem prepiru zaradi njegovega telefona. Toda kasneje je Nolanov prijatelj stopil pred medije in povedal, da to ni bil Nolanov video, bil je on. On je imel ta prepir. In Ben Crump je priznal, da dobivajo nasprotujoče si izjave. To nam je povedala priča in to smo tudi poročali. Nato je stopila naprej še ena priča in rekla, ne, to je bil njegov glas. Imamo še druge priče, ki so povedale, da je bilo še več prepirov. Tako kot je rekel gospod Hertz, poskušamo vse to pregledati in tako naprej. In v prihodnje bomo še bolj previdni in bomo jasno povedali, da je to, kar nam je povedala priča. Torej, vaša ekipa je imela posnetek, da ga pregleda in nato potrdi, ali je bil to Nolan ali ne. Ne, imamo zvočne strokovnjake, ki to preverjajo, vendar vemo, da so nekateri rekli, da je bil to on, drugi pa so rekli, da ni bil on. Tako je, nasprotujoče si izjave prič. Policija še vedno išče kakršnekoli neobdelane slike ali videoposnetke, ki bi lahko osvetlili, kaj se je tisti dan zgodilo. In družina še vedno čaka na odgovore, medtem ko načrtuje pogreb svojega sina.
Nolanova mama, Christine Wansley, je spregovorila o tem, skozi kaj vse družina trenutno gre. Najlepša hvala. Samo ta izliv ljubezni in podpore. Imeli smo nekaj lokalnih uradnikov, županja Casey Von iz Gošna nas je kontaktirala. Joj, sploh vam ne morem povedati. Res je, skoraj vsak dan je bilo tako. Pošiljal nam je sporočila, da preveri, kako smo. Tudi Jeffrey Hollom, najlepša hvala. Skoraj vsak dan nam pošilja sporočila. Prejemam veliko zgodb od Nolanovih učiteljev, kar mi res ogreje srce, pa tudi od njegovih sošolcev in soigralcev. Da bi nam pomagal razjasniti vse, o čemer smo govorili, želim povabiti Tylerja Baileya, odvetnika za kazensko obrambo in državljanske pravice. Lepo te je videti. Hvala, da si vzel čas. Mislim, da je to prvič, da ti in jaz govoriva o tem primeru. In začeti želim z verjetno največjo pravno novostjo, veliko poroto. Ta ideja, da bi po besedah Bena Crumpa to lahko šlo pred veliko poroto, ko bo preiskava šerifovega urada zaključena. Kaj misliš, kako bi to izgledalo? Mislim, kaj bi velika porota tukaj lahko obravnavala? Kakšne dokaze? Kakšne morebitne obtožbe? No, idealno bi morali pogledati vse relevantne dokaze tukaj, ki bi jih lahko pripeljali do zaključka, ali menijo, da obstaja dovolj utemeljenega suma za kazenske obtožbe ali ne. In ne biti velika porota, ki servirajo le določene informacije. In mislim, da je to velika novost, ker vemo, da je šerif sprva, mislim, da pred približno tednom dni, napovedal, da ne sumijo kaznivega dejanja. Mislim, da je ta neodvisna preiskava in nekaj pritiska omogočilo tožilcu, da je prišel do drugačnega zaključka, kjer se zdi, da obstaja skupni dogovor, da bo zadeva šla pred veliko poroto. Tako so lahko to sporočila. Lahko je odsotnost sporočil. Lahko so podatki iz mobilnega telefona. Lahko so izjave različnih prič, ki bi lahko pričale. Z drugimi besedami, pravite, da kdorkoli pogleda to in pogleda naslov, kot je Moj Bog, govorite o obtožbah v zvezi s smrtjo, ampak ni nujno tako. Lahko gre za nekaj v zvezi s preiskavo, naprimer ali gre za prirejanje dokazov ali zavajanje policije. Ne pravim, da so se te stvari zgodile, ampak to vi namigujete. Prav. Karkoli, kar je kazenska obtožba v zvezi z izginotjem in smrtjo tega mladega moškega tukaj, je lahko kazenska obtožba. Lahko gre za oviranje pravosodja. Prav, lahko bi šlo tudi za pomoč storilcu po dejanju. Ne vemo, ali bo šlo za umor ali uboj, vendar bi se iz tega lahko pojavile nekatere kazenske obtožbe. In mislim, da je vse, kar si družina želi, poštena preiskava, da bi lahko izvedeli resnico. Kar se tiče možnosti obtožbe v zvezi s smrtjo, poglejte, težko mi je karkoli reči o tem, ker nimamo veliko informacij, nimamo vzroka smrti. Imamo pa tudi dejstvo, da če nekoga najdejo v vodi na tak način, je morda težko ugotoviti, ali je prišlo do poškodb zaradi tope sile. Morda je težko ugotoviti, ali je bil nekdo vržen v vodo ali so ga utopili, kaj ne? Mislim, da je to lahko za sodne zdravnike na koncu težko oceniti. Katere obtožbe v zvezi s povzročitvijo smrti bi tu lahko prišle v poštev? Ali obstaja teorija primera, kjer če ne morejo dokazati, da je nekdo ubil Nolana, ampak je bil na nek način malomaren? Katere možne teorije bi lahko glede na to, kar se je zgodilo Nolana, privedle do obtožbe v zvezi s povzročitvijo smrti? In ponovno, vem, da tukaj špekuliramo, ampak poskušam samo razumeti, kaj bi morda lahko videli. Uboj iz malomarnosti, nenamerni uboj, umor, ja, ne vem. No, še vedno je veliko stvari, ki jih ne vemo, ampak vemo, da so bile izjave o tem, da je prišlo do prepira, ali je bil v tem prepiru Nolan ali nekdo drug, tako da ne vemo, ali je prišlo do kakšnega spora ali pretepa. Policija ni zaslišala oseb, ki so bile z njim naslednji dan, kaj ne? Ni nam znano, da bi organi pregona zaslišali kogarkoli od teh ljudi, ki so bili tam na čolnu na otoku z Nolanom Wellsom. Tako da ne vemo, kaj se je zgodilo. Ali je šlo za prepir ali za pretep, ali so vedeli, da je bil v položaju, kjer ni mogel plavati in se sam rešiti iz vode. Vse to so stvari, ki jih ne vemo. In upamo, da bojo s to neodvisno preiskavo in upamo, da tudi strani šerifovega urada in tožilstva dobili več informacij, ki bi jim lahko pomagale priti do dokončnega zaključka. In da bo jasno, ko rečemo, da ne vemo, kaj ne? Bilo je nekaj poročanja in ena zgodba, ki so jo predstavili ljudje, ki so bili vpleteni v to, o pogovoru s policijo, vendar nismo dobili uradnega poročila ali tiskovne konference, kjer bi rekli, da so bili ti ljudje X, Y in Z zaslišani. To je tisto, kar so povedali. Veš, niso osumljenci. Malo beremo med vrsticami. Rad bi samo naredil korak nazaj. Ali je pomembno, da se je tožilec srečal z družino ali z odvetnikom družine? Je to običajno ali ti to kaj pomeni? Mislim,
Malo skačemo tukaj in pravimo, da je mogoče, da bodo dokazi predstavljeni veliki poroti, ampak prav tako jih morda sploh ne bodo predstavili veliki poroti. Zanima me, kako pomembno je, da se je tožilec po poročanju srečal z družino. Ta tožilka je povedala, da se pogosto srečuje z družinami, ki so izgubile ljubljene osebe. To je ena stvar, ki jo je povedala. Ampak iz tega, kjer imate šerifa, ki je sprva rekel, da ni bilo kaznivega dejanja, nato pa družino, ki zahteva neodvisno preiskavo, in potem imate še srečanje z družino in njenim odvetnikom. To je zelo pomembno. Mislim, da to kaže, da je javni pritisk in nacionalna pozornost na to območje Mississippija povzročila, da je tožilec nekoliko spremenil svoj pristop. To rešuje tako, da se srečuje z družino žrtve in celo do te mere, da z družino žrtve in njenim odvetnikom sodeluje pri nekaterih skupnih korakih. To v takšnih primerih ni običajno. Kaj bi vam to povedalo, če ne bi sklicali velike porote, če ne bi predstavili dokazov veliki poroti, ali pa če bi dokaze predstavili veliki poroti, pa bi ta odločila, da ne vloži obtožnice? Torej, dve možnosti. Kaj bi vam to sporočilo? In drugič, ali bi o katerem koli od tega sploh izvedeli? Postopki velike porote so skrivni. Tako, na primer, ne bo medijskega poročanja o veliki poroti. Odvetniki obrambe tam ne smejo biti prisotni. Odvetnik družine žrtve, Ben Crump, tam ne bo mogel biti. To bo tožilec, ki bo predstavil primer veliki poroti, ki je bila imenovana. Če se odločijo, da ne bodo vložili obtožnice, se bodo na koncu pojavila vprašanja. Ljudje se bodo morda spraševali, ali so tej veliki poroti selektivno predstavili informacije, ki bi jo privedle do sklepa, da ni utemeljenega suma za aretacijo. Vendar pa verjamem, da če bodo ugotovili, da so na podlagi predstavljenih dokazov podlage za kazenske obtožbe, bi potrdilo nekatere od teh sumov, ki jih ima toliko ljudi glede tega, kako je bila zadeva obravnavana. In vse vrzeli, ki se zdijo prisotne v tej preiskavi in posledicah Nolanove smrti. Vendar obstaja možnost, da se tožilec odloči, da ne bo šel pred veliko poroto. Ali pa tudi, če velika porota vloži obtožnico, ali ima tožilec pravno obveznost, da nadaljuje s primerom. Tožilci imajo tožilsko diskrecijo, zato jim ni treba iti pred veliko poroto. Kolikor razumem, so dejansko dosegli skupni dogovor, da bodo na takšen ali drugačen način predložili nekaj dokazov o veliki poroti. Vendar pa lahko tožilec reče, odločili smo se, da tega ne bomo storili. Menimo, da ni ničesar. Torej imajo diskrecijo, da sprožijo obtožbe ali jih ne sprožijo, predložijo dokaze veliki poroti ali pa jih ne predložijo. Kako dolgo običajno, časovno gledano, potrebuje velika porota, da sprejme odločitev, potem ko je primer predstavljen? Res je odvisno. Ni mogoče napovedati. Pomembno je, koliko prič bo pričalo pred veliko poroto in koliko dokazov jim bo predstavljenih. Tako da je še prezgodaj ugibati, kako dolgo bo velika porota zasedala ali kaj bodo slišali. Mislim pa, da obstaja nekaj stvari, ki kažejo, da morda še niso tako daleč. Poročilo o incidentu, mislim, še ni bilo predano družini. Običajno so ta poročila na voljo v 72 urah po smrti ali začetnem incidentu. Družina še ni prejela poročila o incidentu. Še vedno je treba zbrati podatke iz mobilnega telefona. Mislim, da vsaj iz telefona Nolana Wellsa. Torej bo morda minilo še nekaj časa, preden bo velika porota dejansko imenovana. Rad bi prešel na naslednji del. To sem omenil že prej. NBC News je pridobil ta zvočni posnetek, na katerem naj bi prijatelji Nolana klicali na pomoč zaradi čolna, kaj ne? Čoln je očitno imel težave. Rad bi, da to poslušate. Potapljamo se, lahko prosim pridete. In ali so vsi na krovu in sicer v dobrem zdravstvenem stanju? Ja, vsi tako govorijo. Tyler, to je pomembno. To je pomemben del te sestavljanke. Kaj ti to pove, da je bil prijavljen klic o čolnu, na katerem je bil po vseh podatkih Nolan na neki točki? Čoln ima težave. Klicatelj pravi, da so vsi na krovu. Spet ne vemo zagotovo, ali je bil Nolan na krovu med tem klicem, ampak mislim, da je pomembno, da se to dogaja. Kaj ti to pove? To je zelo pomembno. Mislim, prvo izjava je, da so vsi na krovu. In ne vemo, ali je bil Nolan takrat na krovu ali ne. Kar je zelo pomembno, glede na to, da se ni varno vrnil domov, ko je čoln kasneje tisti dan prispel v pristanišče. In domnevno je odšel ali pa je želel ostati z žensko, ki jo je tisti dan spoznal na tistem otoku na jezeru. Torej, to je zelo pomembno. Izjave so lahko. Prvo, če niso resnične, seveda je laž, da so bili vsi na krovu. Ali pa, če je bil on na krovu v času, ko je bil klic opravljen, kaj se je zgodilo potem? In če zdaj govorite o tem, da se je vključila dispečerska služba, da je šlo za vleko, potem razmišljam o več pričah, več očividcih, ki so videli, kaj se je zgodilo s čolnom ali kdo je bil vpleten. Mimogrede, naj grem še na ta del. CBS News je pridobil podatke GPS od oddelka za morske vire Mississippija in ti podatki sledijo gibanju čolna.
Rad bi šel skozi ta časovni okvir. To so podatki, za katere pravijo, da so jih pridobili prek zahteve za dostop do evidenc. Zdi se, da ti podatki kažejo, da je ta čoln, to plovilo, zapustilo pomol približno ob 9:56 tistega jutra in prispelo na Horn Island ob 11:14. Po podatkih GPS naj bi čoln nato zapustil Horn Island. Ob 16:31 tistega popoldneva se vrnil na izvorni pomol, nato pa okoli 17:52 zaplul v Fort Bayou, preden se je ob 18:06 vrnil na pomol. Kasneje tistega večera je čoln ob 19:19 prispel na klančino za čolne v Fort Bayou, nato pa potoval po kopnem, kar bi lahko pomenilo, da ga je vozilo odvleklo do lastnikovega doma. Da postavim to v perspektivo, verjamem, da je Ben Crump trdil, da so Nolana nazadnje videli na otoku ob 15. uri. Tyler, kaj si ti misliš o teh GPS podatkih? Če so ga nazadnje videli na otoku ob 15. uri. In očitno niso samo odšli od tam, ampak so šli še na drugo območje, nato pa do pomola in so jih odvlekli. V tem času se je lahko zgodilo marsikaj. Še posebej, če to povežemo z besedilnimi sporočili in zgodovino v aplikaciji Snapchat, ki naj bi bili izbrisani ali pa bi manjkali iz njegovega telefona. Torej je bilo veliko časa, da si ljudje uskladijo zgodbo, da se pogovorijo z odvetnikom ali drugimi o tem, kakšna naj bo njihova zgodba, ko pridejo. Zdaj veliko od tega ugibam, ker ne vemo, te osebe niso bile zaslišane. Ni bilo nobenih uradnih izjav, vendar je jasno, da je minilo precej časa med odhodom čolna, zadnjim, ko so videli Nolana, in vrnitvijo čolna k prvotnemu lastniku. In glejte, to potrjuje, oziroma se zdi, da potrjuje, kaj ne? Ta čoln je odšel ob 4:31. Še vedno imamo nasprotujoče si izjave o tem, ali se je Nolan Chait odločil ostati ali pa je bil puščen za seboj. In ti podrobni GPS podatki bodo očitno igrali pomembno vlogo. Povedal bom tole. To poročilo MSDMR prav tako navaja, da so lastnik čolna, njegova mati in še ena oseba, ki je bila po poročanju z Nolanom na dan tega dogodka, sodelovali s preiskavo. Kaj vam pomeni to, da so sodelovali? To pomeni, da so bili verjetno dostopni organom pregona, da imajo vsaj njihove kontaktne podatke. Odzivajo se na zahteve organov pregona. Vprašanje glede sodelovanja je, v kolikšni meri. Zdaj, ali bodo pričali pred veliko poroto, ali bodo morali uveljavljati 5. amandma pred veliko poroto. Samo zato, ker sodelujejo, še ne pomeni, da so popolnoma odkriti. Ne vemo, kakšna je njihova vloga, katere informacije imajo. Lahko sodelujejo prek svojega odvetnika. Ni nič narobe, če sodelujejo prek odvetnika, vendar mislim, da to vsaj kaže, da ne ovirajo policije in da so dostopni. Naj se zdaj posvetim še drugemu pomembnemu razvoju s tiskovne konference ta teden. Družini bo zdaj dovoljeno, da skupaj s preiskovalci pregleda Nolanov telefon. Prišlo bo do skupnega pregleda, kjer si bosta obe strani hkrati ogledali vsebino. Tyler, ali je to nenavadno? Začnimo s tem. To je zelo nenavadno. Zelo nenavadno je, da bi družini žrtve skupaj z njihovim odvetnikom dovolili sodelovati s policijo pri pregledu podatkov iz mobilnega telefona. To je res bistvo, eden ključnih dokazov v tem primeru. Mislim, da se to ne bi zgodilo brez vsega govora, ki se širi po državi, o tem, kako je ta preiskava potekala. In to kaže, da obstaja nekaj nezaupanja med družino in organi pregona tukaj. In po mojih informacijah ni bilo najboljše komunikacije med tožilstvom, organi pregona in družino. Tako da je dovoljenje za skupni pregled po mojem mnenju poskus vlade ali države, da poskuša ponovno pridobiti nekaj tega zaupanja pri družini žrtve. In zdelo se mi je tudi nenavadno, če so poročanja resnična in če to drži, da je družina imela ta telefon v posesti in ga še ni predala organom pregona. Mislim, morda to ni res, ampak tako kažejo poročila. Spet bi si predstavljal, da je to nekoliko nenavadno. Ampak tudi kako to deluje, kako natančno deluje skupni pregled. Torej, morali bi biti prisotni tudi neki forenzični strokovnjaki za pridobivanje podatkov strani države. In verjetno bo prisoten tudi neodvisni strokovnjak, ki ga ima pisarna gospoda Crumpa skupaj z državnim tožilcem ob istem času. Na ta način lahko vsi hkrati vidijo, ali so vsi podatki pridobljeni in se prepričajo, da nič ni izpuščeno.
ker je tukaj glavno vprašanje zgodna izjava, da ni bilo kaznivega dejanja, ter dokaz v obliki mobilnega telefona, ki ga je družina prejela, mislim, nekaj dni potem, ko je Nolan izginil, ali pa že tisto noč, se točnega časa ne spomnim. In potem manjkajoča besedilna sporočila in podatki iz Snapchata. In s tem, ko omogočimo skupne strokovnjake ali skupno pridobivanje podatkov hkrati, bo to pomagalo družini, da se bo počutila bolj mirno, saj bo vedela, da so vsi podatki pregledani. Podatki se ne obravnavajo po delih. Ker sem pogosto videl primere, kjer so bili podatki iz mobilnega telefona pridobljeni, tožilstvo pa je reklo, no, te druge informacije so izbrisane, ne moremo jih dobiti. Ampak to ni običajno, saj lahko forenzični strokovnjak vidi, kaj je bilo izbrisano, kaj je bilo spremenjeno v podatkih. Ali to lahko predstavlja pravno dokazno težavo, če ima več ljudi dostop do telefona, ali to na nek način kontaminira dokaze? Če je primer proti obtožencu, bi se lahko obrambni odvetnik res osredotočil na to in rekel, poglejte, to dokazno gradivo morate izločiti. Obstaja težava z verigo hrambe dokazov. Ali pa rečete, poglejte, digitalni dokazi so drugačni. To ni kot kos oblačila, kaj ne? Povejte mi kaj več o tem. Obrambni odvetnik lahko, odvisno od tega, kaj se tukaj zgodi, recimo, da so vložene kazenske obtožbe in gre za umor ali kaj zelo resnega ali pomembnega in ta primer gre na sojenje, obrambni odvetnik bi to takoj izkoristil in najverjetneje poskušal izločiti te podatke. Če že kaj, bo morala veriga hrambe dokazov zabeležiti skupno prisotnost žrtve, torej da je žrtev tam ali da je tam žrtvin odvetnik skupaj z njihovimi strokovnjaki. In poroti bi moralo biti dovoljeno to slišati in lahko presodijo, lahko ocenijo te dokaze, kot menijo, da je ustrezno. Če pa ni izključeno, bo to zagotovo vprašanje na kazenskem sojenju, ki bi lahko vplivalo na to, ali porota verjame, da gre za trdne dokaze, ali pa bi lahko bili ti dokazi pod vplivom prisotnosti družine. Ampak verjamem v družino in v to, kako se lotevajo tega za svojo neodvisno preiskavo, za katero verjamem, da je celo pripeljala do tega, da je bila velika porota morda imenovana. Nič od tega se ne bi zgodilo brez njihovih prizadevanj. In mislim, da je primerno, da v tem primeru pride do skupnega izvleka podatkov. In glejte, veste, če so bila sporočila izbrisana, mislim, da je, ko govorite o digitalnih dokazih, to lahko precej enostavno pokazati. Mislim tudi, da samo zato, ker je nekaj izbrisano, morda mislite, da je izginilo, ampak je še vedno nekje v etru. Lahko se obnovi. O takih primerih smo že večkrat poročali. Mislim, da je tudi lokacija telefona še en ključni element pri tem, kaj ne? Družina je povedala, da je bilo najprej nenavadno, da bi Nolan šel sam, pa tudi misel, da bi pustil svoj telefon za sabo. Sej veste, kateri najstnik pa pusti svoj telefon. Potem pa je tukaj še Nolanov prijatelj, ki je za ABC News povedal, da je povsem normalno pustiti telefone na čolnu. Tako jih ščitiš pred slano vodo. Rekel je, da so bili vsi njihovi prijatelji tam zunaj, da niso komunicirali z nikomer drugim. S kom pa bi sploh govorili? In rekel je, da je Nolan, ko je prišel na čoln, svoj telefon odložil na armaturno ploščo skupaj s približno 15 drugimi telefoni. Kako vi to vidite? To ni običajno. Mislim, tudi če upoštevamo, kar smo slišali, da je spoznal mlado dekle po imenu Katie in da ga je zanimalo, da bi se pogovarjal z njo, bi pričakovali, da bi kasneje želel poslati sporočilo ali stopiti v stik z njo. Ne poznam veliko 18-letnikov, ki niso prilepljeni na svoj telefon. In tudi, če svoj telefon odložijo nekam, če bi ostali zadaj, bi ga zagotovo vzeli s seboj. In zato mislim, da se to zdi sumljivo, če kaj. Slišim, kaj pravijo prijatelji o tem. Vendar to pri mnogih ljudeh vzbudi jezo in pripelje do istega zaključka, da to ni značilno za 18- in 23-letnike, ki jih poznamo. Radi imajo telefone pri sebi in jih držijo blizu. Še eno stvar vas želim vprašati glede obdukcij, prav? Torej, tukaj se dogajata dve stvari. Čakamo na rezultate obeh, kaj ne? Čakamo na državno obdukcijo. Zdi se, da čakajo na toksikološka poročila. Ampak potem družina po vseh podatkih poskuša urediti to neodvisno obdukcijo v Washingtonu, D.C. Kaj bi morali misliti o teh dveh morebitnih obdukcijah Nolanovega telesa? Če obstaja očitna razlika med preiskavami, na primer, če državna preiskava ugotovi, da je šlo zgolj za utopitev, brez znakov kaznivega dejanja ali kakršnemkoli davljenju ali boju, v primerjavi z neodvisno preiskavo družine, ki kaže drugače, mislim, da to vzbuja določene sume.
Mislim, da že sama zgodovina, kako so se stvari žal odvijale na jugu in kako se s tem še danes soočamo, ter način, kako je potekala ta preiskava, je družino spodbudila, da izvede svojo neodvisno preiskavo. Mislim, da bo tudi toksikološko poročilo zelo povedno. Saj veste, če si v vodi in imaš nekaj alkohola v telesu, je lahko težje plavati in podobno. Tako bo toksikološko poročilo zelo pomembno. In več informacij glede obdukcije, o tem, kako je dejansko žal izgubil življenje, bo pomembno za obe strani. Ne glede na to, ali država to vidi kot dokaz, da je šlo za tujo krivdo, ali pa da družina to vidi še toliko bolj. Dokaz, da država ni opravila temeljite preiskave in da je pripravljena vložiti obtožbe. Mislim, da sem to povedal že na začetku. Poglejte, to so veliki premiki. To je ključen trenutek v tem primeru. Samo upam, da bo družina dobila odgovore, ki jih išče in mi bomo spremljali dogajanje. Tyler Bailey, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Res cenim to. Kadarkoli. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock platformi. Če želite spremljati mene na platformi X, na Instagramu ali v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.